Dosti boljše, celo v živo izvedbi, ker v studio prihajajo VIP voditelj na Radiu Robin. Tole Sandi sem z nami pa ostaja današnja VIP voditeljica Eva, ostrokljunka, ostrouška, ki nas je še nedolgo nazaj zabavala že na vse zgodaj s svojimi prigodami in na sveti. Danes pa menda študiraš, kako seksat. Kaj pa to? Ja. Čakajte, sam malo. Ena programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke. Zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov. Takole, zdaj pa lahko nadaljuješ, izvoli. Tako je, ja. Lani sem magistrirala iz sociologije kulture in potem sem rekla, rabim še nekaj. Rabiš še nekaj? Še neko izobraževanje. Zakaj seks? Ene stvari pridejo tako, spontane. In ta seks me stalno zalezuje, ne vem. Že kad sem se upisavala na magisterij, ni bilo druge možnosti kot spol in seksualnost. In potem sem rekla, neč izberem ta modul, ne. Imate na faksu tudi kaj prakse, rabiste kakšne statiste, imam sodelavce, ki so se zanimali tudi za to. Nekaj je zelo teoretičen študij. Zelo? No, ja, zelo. Ne vem, zakaj se mi zdi, da v odnosu s tabo večkrat tvojega boli glava. Se mi zdi, da mora biti seks s tabo precej teoretičen in moraš že paziti, kako te človek prime. Niti ne. Jaz vem, kaj mi je všeč, kaj mi je zanimivo. Pač v posli teorija mi ni najbolj zanimiva. Imaš pa ob ponedeljkih na svojem Instagramu tudi popularno serijo Skrivnosti. Sledilci ti anonimno pošiljajo skrivnosti, ki se jim dogajajo, ki jih pol ti pokomentiraš. Ja. No, in neki skrivnosti smo dobili tudi v naše uredništvo in jih boš pokomentirala v nadaljevanju. In spet preden nadaljujeva. Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke. Zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov. Takole, hvala lepa. Pa dajmo slišati anonimneža 1. Tašči vlivam šnopcu orhideje, upam, da krepa. Še dobro, da samo orhideje, tašča bo živela večno. Bo živela večno. Sam zdaj ne vemo, kdo bo krepil, kaj v entle misli. Orhideje, ne? Orhideja. Orhideje bojo krepale, tašča bo večno živela. No, lepo. Gremo na naslednjega. Ko gre žena delat, grem večkrat k sosedu. Zadnjič sva vklopila centrifugo in je bilo zakon. Ja, ne vem, zakaj je bil popravljal centrifugo. Gremo na naslednjo, ja? Pišem si z moževo ljubico in on nima pojma. Piše si z moževo ljubico in on nima pojma. Ja, kaj so vratale bestfrendice ali kaj? Očitno so vratale bestičke. Bestičke 2 proti 1, to ne velja. To ne velja. Gremo dalje. Hej, baby, jaz sem največji žigolo. Tu so tebi najboljši spletni žigoloji, ki pa mojo v resnici. Kdo si? Kdo je ta žigolo? Kdo je ta žigolo, Kaj misliš, kdo je to? Dej še enkrat, dej. Hej, baby, jaz sem največji žigolo. Ok, sem se ustrašila, da je moj mož. Jaz lahko ti povem, da ni tvoj mož, to je Domen Valič in slišal sem, da bi ga rada malo bolj spoznala. Mimogrede sta bila pa menda že v posli skupaj, je tako, Domen? Ja, je res. Tako da, če mi dovoli en popravni izpit, če je slučajno pozabila, da je že bila z mano na, v in ob posteli, jo definitivno z veseljem povabim 21. marca v Špas teatru v Mengeš, kjer bom imel spet svojo predstavo Žigolo SP. Ja, Domen te pričakuje v Špas teatru v Mengšu 21. marca. Vedno. Samo, da se zmerem z možem. Kaj pa glasba? Je pomembna tudi glasba, ko se predajamo odnosom? Ja, je pomembna glasba, ja. Kakšna mora biti? Ja, odvisno, kaj ti paše, ne? Enkrat so mi pisali na Instagramu, ne moje sledilke, ma si že kdaj poskusila seksati ob live version koncertu? Veš, da si daš na YouTube live koncert, ker ti pol ploskajo, ker ti dere dobro. Ma kaj je tu? Kakšen koncert mora biti? Kakšni unisimfoniki z Dunaja? Ne, tvoja najljubša glasba, ne vem. Tako, ti je všeč Nirvana, si daš Nirvano. V nadaljevanju bomo dodali še nekaj druge glasbe, veliko dosti boljše. Celo v živo izvedbi, ker v studio prihajajo Jet Black Diamond! Domačini z Vajdušne, menda je ostrokljunka njihova fenica. Ja, živijo Jeti. Živijo. Ja, ostrokljunka vaša fenica, ne? A to pomeni, da ste mogoče res primerni tudi za nočni program, ali kako?
Ja, ne vemo mi, to morajo drugi povedati. Ja, evo, povej mi, zakaj točno oni? No, v bistvu moja svakinja Soraja me je navdušila nad njimi, ker je imela 30. rojstni dan, so prišli igrati. Se res, ja, prišli zdaj v mi je živo. jasno. Ja. Ja, in potem je ona navdušena in potem se začne jaz tu poslušati. In potem zmeri, ko oni grejo na vse koncerte, te vijajnovci, zdaj me vzamejo sabo, ne. Katero bomo slišali? Mogoče, ne vem, lahko ti zbereš, pa bo oni povedali. Ne, zdaj boste kakšno... Kje, Remo Anorak, ali kaj? Ja, Dejano Raki. Ja, vsi znamo. Senico da me zebe, samo mal mi je mrzlo. Ko gledam te odhajati in mahati v slovo. Ne vem, če razumem, da te ni več tu. Ne vem več razloga, da ostal sem na dežju. Ne bom ti več lagal, da bil sem brez napak. Ne bom te pozabil, se veš, da nisem tak. Ker dežnih kapljah še slišim tvoj korak. Zdaj, ko dež mi moči moj retro anorak. Živjo Ostrogunka. Kaj pomeni influencerka? To je spletna ustvarjalka, torej ustvarja vsebine na internetu, Instagram, TikTok, YouTube, na teh platformah in ja, to je to. Okay. Mama pravi, da se z očem večkrat igrate. Kako, če pa nista otroka? Ja, tudi odrasli, da nam ni dolgočasno v življenju, se znamo igrati zelo dobro, ne? Ponavadi se igramo po noči, ko vsi spijo. Aha, zakaj pa po noči? Da se igrajo lopove in policaje. Lopove in policaje, dobro, gremo naprej. Ali se rada igraš igrice? Kakšne igrice so tebi najljubše? Meni so najljubše igrice, človek ne jezi se, enka, spomin, activity, jaz se ful rada igram te igrice družabne, in veš, kjer je ful dobra, veš, kjer je ful dobra družabna igrica. Gorila, tako, mačka, koza, sir, pica, to je najboljša igra. Kaj pa je to? To je taka s kartami. Aha. In če fališ, moš nekaj delati, kot da si jo. Kaj moraš delati še enkrat? Kot da si jo, pica, Kolikrat na teden se kaj predajamo strastem, je kakšna statistika? Ja, so statistike, samo pač bolj malokrat, kot večkrat. Posebej zaradi tega, ker jaz se bolj ukvarjam s tem odraslim obdobjem, ne? In v tem odraslem obdobju, če imaš ti male otroke, je pač povprečje malo. Jaz vedno pravim, da ni potrebno, ni pomembno kolikokrat, ampak da takrat, ko je, da je nekaj kvalitetnega. Tako, no jaz sem za eno gvišen, da gujem pa kar naprej in to je Robinova jutranja budilka, ki se kmalu vrača s porodniške, Anja Suska! V naš studio prihaja zamudo. Je pila kafe v miru. Je pila kafe, sploh da je vedela, da je zdaj na vrsti. Nisem vedela. Ma zamujaš, nič manj kot prej. Jaz nikoli ne zamujam, je tako? Kaj ti gre recimo pri njej najbolj na živce? Previ? Ja. Tudi zamuja, kot smo rekli prej, se je malo izboljšala. Moram reči, se je izboljšala. Vem, da ste se pa srečevali tudi v seks shopu. Kaj ste se izobraževali, ali kako? V študentskih letih je Eva delala v seks shopu. Še tu? Ja. Je delala kot študent. Sem šla kot študentka delati v seks shop. Ne, kot študent smo bile pridne, smo ogromno delali, različna dela in eno izmed del je bilo to tudi. Sem šla k njej na kafe v seks shop, tam smo spile, sem pa nesla kafe una to go in tam smo spile kafe med vsemi tisti rečmi. Pa smo prelele kaj novha po policah. In ko smo začeli vikend. Veš, smo si ful rade oblačile, so bili tam ful visoke pete, ne, za ta pol dance. Tisto smo pole hodile. Malo si provo. Kateri pripomoček je bil takrat najbolj prodajen? Takrat je bil najbolj prodajen običen dildo. Ne. Jaz se spomnim, ko si dobila, ko ste imeli neke popuste, ona je dobila v bistvu popust kot prodajalec, ne? In pa smo lahko tudi mi si kaj kupili na njen popust. In so bili neki taki v obliki črvička. Na baterije, na USB kablu. Takrat ne vem, kaj je bilo. Ja, ne, na baterije je bilo še takrat, ne na baterije. Kam si utaknil tega delfinčka? Kamor si hotel, lahko še tako po koži. VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.